seveda odgovarjati. Pa je mogoče že zdaj kakšno tako vprašanje, da bi nam gospod zdravnik povedal? Imate? Se bo morda kasneje utrnilo. Tako da bi potem pa kar prosila gospoda Horvata za vaše besede in vaše stališča glede te novele, ki se nam... Hvala lepa. Veste kaj, mi smo lahko zelo srečni. Neprecenljivo je, da imamo tukaj med nami zdravnika, specialista, pediatra, ki nam edino on nam lahko to zadevo tako življenjsko razloži in nas opozori, kaj se v svetu že dogaja in kaj se bo dogajalo pri nas, če bo ta zakon veljal. Morda najprej en širši kontekst, kaj se pravzaprav dogaja v Sloveniji in tudi v Evropi. V Evropi imamo že kar nekaj let pojav nove levice, tudi v Sloveniji. Če je stara levica tista, katere ideologija je bila marksizem, orodje pa delavci v tovarnah, se spomnite, radnička klasa, ne? Potem, no, v parlamentu je to kdo? Poslanska skupina socialnih demokratov. Včasih smo rekli Združena lista socialnih demokratov. Zdaj pa imamo, še prej pa vemo, ne? Ja, KPU, Zveza komunistov Jugoslavije. Zdaj pa imamo pojav nove levice v Evropi in tudi v Sloveniji. V Sloveniji v državnem zboru je to Združena levica. Ta pa ima tudi svojo ideologijo. In pravi naslednje. Prvič. Gre za pri tej združeni levici, pri tej novi levici, ki seveda v Grčiji je to Syriza, v Španiji Podemos in tako dalje. In ta nova levica v Evropi govori praktično o relativizaciji morale. Kaj to pomeni? To pomeni, da je vse moralno oziroma da ni nič nemoralnega. Plus, ta nova levica zagovarja teorijo spola. Teorija spola je ideologija. Ni od včeraj, je tam iz 50-ih let, ne, gospod doktor? Tam se je rodila. Tam se je rodila, počasi rasla, dobila vedno večjo podporo, politično in tudi kapitalsko. Imel sem srečo, da sem na enem podobni soočen sodeloval z gospom Mojco Magdič, ki študira oziroma doktorirala bo v Rimu prav iz teorije spola. Prav posebna torej, ideologija in je recimo povedala zelo preprosto definicijo. Gre za to, kar je gospod doktor že povedal iz tiste knjige, ki to poznate, Ljubezen, neljubezen, da gre pravzaprav za to, da ste vi lastnica vašega telesa in imate neomejeno svobodo. Vi vašemu telesu, torej sami sebi lahko govorite in si izberete spol. Lahko si tudi ne izberete spola, ste brezspolni. Zato gre. Ampak mi, ne, ki pa smo na desnici, pa stranke Slovenske pomladi ali pa tisti, ki zagovarjamo vrednote, na katerih stoji Evropa, krščanske vrednote, mi pa pravimo, ja, seveda svoboda človeka, ja, seveda svoboda, ampak ta svoboda vedno mora iti skupaj z odgovornostjo. Svoboda in odgovornost. In zdaj, poglejte, mene, moram to povedati, ker se me je to lani zelo dotaknilo. Kdaj je ta zakon Združene levice, torej novela zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki mimogrede ni ustavno sporen, ne, kdaj je ta zakon prišel v državni zbor, se spomnite? Lani 24. decembra na sveti večer. Vem, kaj čutite zdaj. Če greste po pločniku, sprašujete mlade, stare, velike, male, rumene, rdeče, črne, kaj je Božič? 99% jih bo reklo, ja, pa to je tako, pa nisem veren, pa to, ja, pa to je tak družinski praznik. 99% sem siguren, družinski praznik. Ja, nisem veren, ampak to mi je tako v družini, to je družinski praznik. Na sveti večer je bil ta zakon vložen. A mislite, da je to slučajno? Lepo vas prosim. Nič ni slučajno, vse je načrtovano. In prišel je res, tako da jaz pravim, skozi zadnja, skrajno leva vrata. Pa smo tudi mi mislili, ker smo vedeli, da ministrica Mrak
jaz nisem odkril za njen primer. Ker smo vedeli, da ona pripravlja zakon, je bil tudi v javni obravnavi in mi smo dali pripombe. In mislim, da bi tam morda mi prišli nekako skupaj, neke vrste novi družinski zakonik. Ne? Tam je bilo prepovedano posvajanje otrok v homoseksualno skupnost. Ampak naenkrat je ministrica Mrak ta zakon, ki so ga na ministrstvu pripravljali, vrgla v koš in zajahala konja Združene levice. In potem je to potegnila celotna koalicija. Čeprav je dr. Miro Cerar, če se spomnite, v predvolilni kampanji je rekel, da se on ne bo loteval, da ne bo odpiral ideoloških tem. Ampak tukaj gre za teorijo spola, to je eminentna teorija spola, eminentna ideološka tema. Niso hoteli spremeniti zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti, ki je v enem delu Ustavno sodišče ugotovilo, da ni skladen z Ustavo. Ampak so raje šli z novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, kjer v prehodnih določbah piše, da z uveljavitvijo tega zakona ugasne zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti. Mi smo bili v koaliciji v mandatu 2004-2008 SDS, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in Desus. Da se spomnite, leta 2005 je že minister Drobnič prinesel v razpravo, široka razprava je bila. Ne? Tisto ni bil zakon, ki bi šel skozi po skrajšanem postopku. Gospod doktor Nasvilen. Ja, se proščam in vama in vsem. Lepe praznike, blagoslovljen Božič. Blagoslovljen Božič, vama vsem proslavljamo. Veste, takrat, torej 10 let nazaj, pošteno povem, da ni bilo enostavno. Skupaj smo v koaliciji sedeli, predsednik gospod Janez Janša, predsednik Nove Slovenije, dr. Andrej Bajuk, in smo tuhtali, pa smo rekli, a bo dobro, kako bodo to naši ljudje, kako boste vi to sprejeli, zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti. Marsikdo od naših ljudi je rekel, pa kaj se ukvarjate z geji in lezbikami? Ampak to, kar ni naredila nobena od levih koalicij do takrat, ki so dolga leta vladali, itak večino časa samostojne Slovenije, oni samo z usti artikulirajo, niso pa naredili nič, Mi smo takrat sprejeli ta zakon, ker vemo, da homoseksualci obstajajo, so obstajali in bodo obstajali. In da je to potrebno pač v posebnem, poudarjam, posebnem zakonu urediti. Gospod doktor je govoril nekaj tudi o vsebini zakona, morda ste ga doma prebrali, ker ste zdaj že dobili obvestilo, pa dovolite samo prve 3 člene. To je par besed je ta zakon. Pravi, v zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi: zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost dveh oseb. Se pravi, tukaj se zdaj ukinja mož in žena. Tega zdaj ni. Drugi pa 3. člen pa jaz pravim, da ukinja spol. Ker pravi, 2. člen, v prvem odstavku 12. člena se besedilo moškega in ženske nadomesti z besedilom dveh oseb. Torej, črta se moški in ženske se ukinja. Ne bo več moških in ne bo več žensk. In 3. člen, v 16. členu se črta besedilo različnega spola. Gre torej za enako spolo oziroma za ukinjanje spola. Naprej pa so več ali manj prehodne določbe. Hvala Bogu, naša ustava, 23. decembra je tudi dan ustavnosti. Na ta dan smo sprejeli ustavo. In 53. člen, 3. odstavek naše slovenske ustave piše v 3. odstavku približno takole. Država varuje
družino, otroke, materinstvo in očetovstvo. In jaz zdaj okrog po Sloveniji hodim in sprašujem, da bi naj nekdo razloži, kako bosta dva geja, ki bosta posvojila otroka, ker bosta s tem zakonom to pravico dobila, to je jasno, kako bosta ta dva geja, ta dva moška, izvajala poslanstvo materinstva. Do danes mi še ni znal to nišče razložiti. Lahko pa sta, da smo pošteni, lahko pa sta ta dva geja odlična očeta, boljše kot jaz. Sta lahko odlična očeta. Matere pa ta otrok nikoli ne bo imel. Materinstva ne bo imel in veste kaj, jaz sem star 60 let, še kako potrebujem mojo mamo in še želim še, da bi še kar dolgo živela. In razložite mi, kako bosta dve ženski, dve lezbiki, ki bosta posvojila otroka, opravljale svojo poslanstvo očetovstva za tega otroka. Tistega očetovstva, ki ga ustava varuje za tega otroka. Ker otrok ima pravice, otrok je človek, otrok ima človekove pravice, otrok pa ni človekova pravica. In zdaj se levaki postavljajo, oziroma državo postavljajo na neki servis, vse država sicer je servis za državljane, ne? Ampak tudi tu so določene meje. Zdaj, levaki pravijo, da pač homoseksualne skupnosti lahko od države prosijo otroka. Od države, to se pravi preko zakona. Zakona tega. In ne samo to, kar je govoril gospod zdravnik, da bo prihajalo do nadomestnih mater, nadomestne maternice, bo prihajalo, ta zakon dejansko tudi legalizira trgovino z otroci. Danes so otroci v določenih državah, nekatere je že zdravnik naštel, po 4, 5 tisoč ali 5 tisoč evrov. Trdo se sliši, ne? Otroci za 4 ali 5 tisoč evrov. Si predstavljate, se to, ko govoriš, se ti jezik zapleta in srce se ti trga. Ampak v tej smeri to gre. Mi ne nasprotujemo homoseksualni skupnosti. Ne? Ja, seveda tudi mi pravimo s papežem, kdo sem pa jaz, da bi ga sodil. To, kar zdaj levaki ponavljajo, ne? Poglejte papežem, kdo sem pa jaz, da bi ga sodil. Ampak, kaj pa papež naprej pravi? No, kaj pa včeraj rekel papež za Slovence, ne? Glejte, če že zdaj, potem pa še mi citiramo papeža, ne? Včeraj je bila sreda, ne? Sredi so avdience na trgu svetega Petra in tam so bili tudi Slovenci in je sveti oče takole povedal, citiram: Prisrčno pozdravljam romarje iz Slovenije, celotni cerkvi v Sloveniji, prinesite mojo hvaležnost za njeno prizadevanje v dobrobit družine. Želim opogumiti vse Slovence, še posebej tiste, ki imajo javno odgovornost, da ohranite družino kot osnovno celico družbe. Vemo, kakšno družino misli sveti oče. In Ustavno sodišče je reklo, ne poslanec Horvat, Ustavno sodišče je reklo v svoji odločbi, ko je prižgalo zeleno luč za nedeljski referendum, da ta zakon, pazite to, ta zakon posega v približno 70 področnih zakonov. Zaradi tega se praktično bo se spremembo teh 70 področnih zakonov, ki se bodo morali prej spremeniti, se dejansko redefinira ali pa na glavo postavlja naša družbena stavba. Tukaj notri so seveda tudi šolski zakoni, učni programi in tako dalje in tako dalje. Jaz sem vseh teh 70 ne znam našteti. Kakšen ustavni sodnik, če bi bil tukaj, bi pa gotovo to znal. In še nekaj pa s tem zaključujem. Vi zdaj imate pri osnovnih šolah razne zastave, upam, da visijo vse posod slovenska, evropska, potem visi zastava ekošola. Zdaj bo prišlo, da bo morala biti tudi zastava, ker bo gor pisalo LGBT, prijazna šola. Ali pa podjetje, ne, podjetje, ne vem kakšno še, družini prijazno, ne, zdaj bo pisalo LGBT, prijazno podjetje. Ljubljanski župan, gospod Zoran Janković, ima že certifikat.
Ima že certifikat, ki ga vam podeli LGBT prijazno podjetje. On kampanje ni prijavil kot najni stranki, ker seveda odpremo poseben transakcijski račun, ker imamo potem nadzor strani računskega sodišča in pojasnimo vsak evro, kje smo ga dobili in kako smo ga potrošili. A njemu se nič ne zgodi, ker on je pač zaščiten in on dela kampanjo na polno, bistveno več denarja porabi kot naši obe stranki skupaj, Slovenska demokratska stranka in Nova Slovenija. O njemu se nič ne zgodi. On ima glasilo, jaz sem ga dobil v poštni predalu, ker imam v Ljubljani službeno stanovanje in tam noč so intervjuji, na zadnji strani pač za in tako dalje, da ne govorim o mavrični zastavi, o mavrični razsvetljavi Ljubljanskega gradu, ki je tudi vaš in moj prekmurski, ni samo Zokijev, da tako rečem. Pa mene nišče nič ne vprašal, če dam plačam elektriko za to razsvetljavo. Tako nas imajo tudi za norce in jaz se dejansko res bojim in s tem res zaključujem te teorije spola, ki uvaja tudi novo terminologijo. Mi smo se v osnovni šoli pa potem naprej učili, kako nastane človek, kako pride do spočetja. Ženska spolna celica, jajčice, moška spolna celica, semenčica in tako naprej. In potem pride do spojitve, nastane zarodek, ki se razvija in tako dalje. Teorija spola pravi, da pri tej spojitvi celic nastane spojek. Vam je všeč to? Spojek. Ja, to govorim, pa ne da bi vas, zdaj jaz tudi nekaj zastraševal, jaz nimam tega namena, ker se sam najbolj bojim, kam bo šla ta družba in zato smo tudi tukaj, da se pogovarjamo, da tudi vi kaj poveste, kako vi čutite in da se vsi nekako spodbujamo. Hvala lepa.